Le kdo bi vedel bolje kot vi, ki ste žive priče izgona in begunstva in trpljenja, kaj pomenijo te besede? Pot iz tujine, iz izgnanstva je bila dolga, vendar prežeta s srečo in z neizmerno željo po srečanju z domačo zemljo. Mnogi med vami, ki ste danes tukaj, ste se podali na trdno pot izgnanstva v najnežnejših otroških letih in cvetu mladosti. Skrbni gospodarji in žene so morali zapustiti rodno zemljo, toplo ognjišče domače in svoje najbližje. Vendar kljub vsemu je v dneh med 16. in 17. julijem 1945 kipela sreča pre mnogih srcih. Sanje o ponovnem snidenju z domačim krajem so postale resničnost. Letos mineva že 65 let od vrnitve iz izgnanstva in begunstva, kar obeležujemo danes tukaj na Bučki s kratko slovesnostjo, ki sledi, ter spominskim pohodom po poti ob nekdani nemško-italijanski meji od Tevč do Bučke. Današnjo slovesnost bomo zaključili o predstavitvi ponadtisa knjige avtorice profesorice Ivice Žnidaršič Bučka skozi čas. Pokrovitelj celotne prireditve je Društvo izgnancev Slovenije. Prireditev pa sodi tudi v sklop prireditev o prazniku občine Škocjan Knobljeharju 2010. Vsem gostom, med njimi so tudi poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, predsednici krajevne organizacije Društva izgnancev Bučka Silvija Marjetič, vsem pohodnikom ter vsem ostalim, ki ste prišli na današnje srečanje, želimo prisrčno dobrodošlico na Bučki. Za zapeto slovensko himno se zahvaljujem vokalni skupini Mesečina ter ljudskim pevcem žejno za odpeto pesem Oh, kako je dolga pot. Na oder pa najprej vabim predsednico krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije Bučka, Silvo Marjetič, za uvodni pozdrav v imenu organizatorja današnje slovesnosti. Lepo pozdravljeni izgnanci, begunci in druge žrtve vojnega nasilja, kakor tudi pohodniki od Tevč do Bučke ob nemško-italijansko-okupacijski meji 1941-45 in vsi ostali udeleženci današnje prireditve. Med nami pozdravljam tudi poslance Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda magistra Franca Žnidaršiča, gospoda Ivana Grila in Andreja Magajna. Podpredsednika Društva izgnancev Slovenije, gospoda Janeza Komljanca, predsednico Komisije za stike s kraji izgnanstva, gospod Zdenko Kaplan, člane izvršnega, nadzornega odbora in častnega razsodišča, predsednice in predsednice krajevne organizacije Društva izgnancev od Branika do Murske Sobote, kakor tudi izgnanci in predsednika krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije iz Zagreba. Antona Zupeta, župana naše občine Škocjan, ki sedaj praznuje tudi svoj občinski praznik Knobljeharju 2010, v kateri sklop prireditev sodi tudi na današnja. Predsednika krajevne skupnosti Bučka Alojza Hočevarja in župane sosednjih občin oziroma Dolenjske, Posavje in Bele krajine, če je mogoče kdo med nami. V teh dneh bo minilo 65 let, odkar so se po 4 letih izgona vrnili na rodno grudo v svoj biser dom, ki so ga morali zapustiti izgnanci. Bile so to polne kašče, kleti in shrambe, saj je bil izgon na jesen, a ob vrnitvi utrujeni, izmučeni in lačni ter onemogli od dolgega potovanja ugledajo izropan dom, brez oken in prag, hlevi prazni, tako da je bila revščina in lakota gospodar. A vseeno je bilo lepo, na svojem, nič več ponižanja in trpinčanja. Veselje in sreča je bila nepopisna, a žal
Veliko naših krajanov tega ni dočakalo. Omagali so in v izgnanstvu jih krije tuja zemlja širom Rajha. Vsem tem izgnancem in tistim, ki niso dočakali današnjega dne, se poklonimo z minuto tišine. Slava jim. Veseli smo, da ste se zbrali v tako velikem številu. Tako velika udeležba je bila tudi 15. novembra 1992. leta, ko je na zborovanju v naš mali kraj profesor Ivica Žnidaršič pripeljala tedanjega predsednika parlamenta, dr. Franceta Bučarja, da smo ga seznanili z zahtevami slovenskih izgnancev. V knjigi, ki je danes izšla v povečanem obsegu, boste lahko prebrali, kaj se je tedaj zahtevalo, saj so govori objavljeni v knjigi Bučka skozi čas in uveljavljanju pravic. Tedaj ni nihče verjel, da bomo kaj dosegli. Tudi na Bučki smo imeli kar nekaj večjih zborovanj in dali veliko pobud za doseg osebnega, zdravstvenega, socialnega in pokojninskega varstva, rento, odškodnino za fizično in psihično trpljenje. Pri vsem tem je v državni zbor veliko naporov vložil naš krajan in poslanec državnega zbora, magister Franc Žnidaršič. Ostalo pa je še odprto vprašanje odškodnine za gmotno škodo. Pri tem pa magister Franc Žnidaršič ni dobil podpore svoje stranke, saj je njihov predsednik Karel Erjavec na naših zborovanjih samo obljubljal, v vladi pa ni storil ničesar. Tako da sedaj še ni to realizirano. To se splača zapomniti. Mladi
Hvala ljudskim pevcem Žejno. K besedi pa vabim sedaj predsednika krajevne skupnosti Bučka, Alojza Hočevarja. En lep sončen pozdrav tu iz Bučke. V imenu krajevne skupnosti Bučka vas vse seveda prav lepo pozdravljam. Veliko je bilo že povedanega, ne bom zdaj našteval vse visoke goste, ki jih imamo danes med nami in vse ostale, ki ste si danes vzeli čas in prišli tu na Bučko. Ponosni smo, da se tako družimo, da znate priti skupaj, seveda imamo lep dan, tako da potrudili, upam, da smo se tudi za ta obisk vseh vas, tudi pohodniki, eni smo šli tudi že peš iz Tevč do Bučke, tako da pot je bila lepa, mislim, da so vsi zdravi, celi, brez kakšnih poškodb. Vse ostale, ali pa vsem ostalim želim, da se danes tu med nami imate res lepo, da se zapomnite ta dan, da se zapomnite tista leta, pač vse, ki ste jih obiskovali tu pri nas, seveda ta je danes nekje okrogla 65, kot smo že omenili, tako da želim, da se seveda tudi v nadalje srečujemo v takih priložnostih in da se še naprej dobivamo tako kot danes. Zato, da ne bom predolg, še enkrat se tudi zahvalil vsem, ki so pomagali vse to spraviti skupaj, da je danes tu na Bučki tako, kot je. Upam, da boste zadovoljni in da boste tudi zavoljni ušli iz Bučke in da boste ponesli tudi dober glas od nas in nekako dobro organizacijo, da se znamo potruditi in da se imate med nami lepo. Hvala lepa. Ponovno med nami pozdravljamo župana občine Škocjan, ki bo v tej priložnosti pripel občinski trak praporu krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije Bučka. Gospod Anton Zupet, vabljeni. Hvala, Metod. Lepo vas je videti tukaj na Bučki, tako čudovito množico zadovoljnih, veselih ljudi, ki nekaj daste na vrednote, ki nekaj daste na vsebino, zato ste danes na Bučko prišli. Bučka je del občine Škocjan od leta 1994 in bom rekel mejo, ki jo je okupator postavil in po kateri smo se danes sprehodili, bom tako rekel, smo presegli. In to je zelo pomembno, da Slovenci presegamo meje, ki nam jih je mogoče kdaj v zgodovini postavil nekdo drug. Zato se veselo družimo tukaj, zato imamo tudi svetlo perspektivo za naprej. V okviru občine Škocjan se Bučka, lahko rečem, dobro razvija. Ustanovljena je krajevna skupnost Bučka, narejene so bile ceste, vzporedna cesta ob avtocesti, cesta skozi Močvirje, vključili smo vodovod v sklop javnega vodovoda, uredili bomo zdaj še ta osrednji del skozi Bučko z pločniki. Mislim pa, da je najpomembneje, da sodelujejo ljudje in to se kaže skozi naboj, skozi vrednote, ki jih ljudje nosimo s sabo in eno simbolno dejanje v to smer je tudi pripetje tega traku na prapor izgnancev, tako da, ko ga bojo ponosno nosili po Sloveniji, bo tudi, bom rekel, trak občine Škocjan na tem praporju. Mogoče je bilo to enkrat pred mnogimi leti nekoliko površno vzeto, zdaj pa seveda to urejamo, če tako rečem.
Zdaj bi pa še prosil, ker smo na Bučki in Škocjanci gostoljubni ljudje in so med nami trije poslanci in župani in predstavniki, bom rekel, organizacije izgnancev. Še posebej pozdravljam seveda Silvo Marjetičevo, ki se vedno obremeni in je skromna, tako da ona si zasluži en poseben aplavz. Vsi trije poslanci pa hitro do mene, da bo dobil vsak eno vrečko našega noter ena steklenica Knobljeharjevega cvička, ker gre za praznovanje občine Škocje in Knobljeharjevo, in pač še ene par simbolnih stvari, tako da boste še vedno radi prihajali na Bučko. Hvala lepa, naj živi Bučka, poželj z Dolenjske! Veseli smo, da so vas danes, spoštovani predstavniki krajevnih društev izgnancev, s svojim obiskom počastili tudi nekateri poslanci Državnega zbora Republike Slovenije. Še enkrat toplo pozdravljamo magistra Franca Žnidaršiča in ga vabimo k slavnostnemu dogovoru. Spoštovani izgnanci, izgnanke, pohodniki, krajani, spoštovani gostje, spoštovani poslanski kolegi, gospod župan, predsedniki krajevnih organizacij in vsi predstavniki Društva izgnancev Slovenije. Zbrali smo se, da obudimo čas, ki je zaznamoval usodo naših krajev zaradi dogodkov med drugo svetovno vojno. Nacistična in fašistična okupacija Slovenije sta bili največje zlo druge svetovne vojne. Fašisti so želeli Slovence iztrebiti, nacisti pa uničiti. Zlasti nemški okupator je bil v svoji nameri tako prizadeven, da je izselil okrog 82.000 ljudi, nameraval pa jih je še več. Vlaki 140 kompozicij so leta 1941 drveli v izgnanstvo. Občina Bučka je imela pred drugo svetovno vojno po štetju leta 31.157 prebivalcev, Nemci so jih našteli nekaj manj, izgnali pa so v izgnanstvo vse, razen dveh družin v Zgornjih in Spodnjih Radoljah. Leta 1941 je vse dobro obrodilo. Bile so polne kašče žita, celo ajda je dobro obrodila. Bilo je sadno leto in ljudem je šlo dobro. Potem je udarila vojna. Kilometer od tukaj je okupator postavil mejo med fašisti in nacisti. Nasilje nad prebivalstvom in zgodnje izseljevanje Štajerske je bil vzrok, da so skozi našo vas mnoge družine od drugod hodile na italijansko stran, kjer vsaj izseljevanja ni bilo. Pri prečkanju meje so jim pomagali domačini. Do jeseni leta 1941 Nemci na meji niso ujeli prav nikogar. Zaprli so samo nekaj domačinov, ki so se tam blizu nahajali. Po 20. oktobru 1941, ko so Nemci izobesili plakate o izgonu krajanov v Rajh, je z Bučke in okoliških vasi pobegnilo na italijansko stran 18 družin in nekaj posameznikov, še več pa jih je to nameravalo storiti, vendar je orožniška postaja mejo tako zaprla, da to ni bilo več mogoče. Orožniška postaja nameščena v izpraznjenem župnišču je bila cilj 3 partizanskih napadov. O tem se je ohranilo nekaj partizanskih nemških in italijanskih virov. Ohranjenih in objavljenih je več pričevanj, ki so zbrane v knjižici Bučka 1941-1981, ki je šla leta 1981 v času, ko je bilo še veliko prič živih. Edina dva borca, ki sta še živa od prvega napada, sta Franc Komelj in Srečko Berlič. Nemci so z nemško pedantnostjo načrtovali izgon in z uporabo vse materialne moči tedanjega Rajha izvajali načrt uničenja slovenskega naroda. Tega niso predvideli, da se bo mali slovenski narod uprl, in prav to se je zgodilo. Novoveška partizanska četa, ki se je konec oktobra 1941 zbrala v Brezovi Rebri, je med 1. in 2. novembrom 1941 napadla nemško postojanko. Napad na mnogo močnejšega sovražnika s skromnim orožjem je bil dokaz odločenosti naroda, da se bo bojeval za svojo svobodo. Žal napad, ki je imel namen zavreti izseljevanje, tega ni mogel preprečiti in tako so nas odpeljali. Je pa vseeno Bučka za Nemce bila poduk, da ni dovolj okupirati ozemlje, če uporno ljudstvo tega ne prizna. Prav tako bo Bučka ostala simbol upora proti okupatorju in upora proti načrtom uničenja slovenskega naroda.
Tudi slovenski izgnanci, prisilni delavci in begunci smo bili boj za slovenstvo, tudi v tujini smo ohranili svoj jezik in upali na vrnitev. Žal so premnogi pred koncem vojne končali v tujih grobovih. Nedvomno je bilo izgnanstvo ena najhujših preizkušenj slovenskega naroda, v kateri se je kalila in utrjevala narodna zavest, pokončnost in prezir do okupatorja. Zato smemo izgnanstvo šteti kot dragocen prispevek k odporu slovenskega ljudstva proti okupatorju in prav je, da vedno znova na naših zborovanjih o tem seznanjamo širšo javnost in mlade še zlasti zato, ker nam tega, da smo bili prve žrtve vojnega nasilja, več kot 50 let ni priznal nihče. Občina Bučka je bila edina občina iz izseljeniškega območja, iz katere je nemški okupator izgnal vse prebivalce razen 2 družin. Že pred izgonom so Nemci izvedli ponižujočo politično in rasno ocenjevanje, da bi dokazali svojo večvrednost in našli izgovor za genocid naroda. Na ta način je bilo rasno pregledanih 70.162 oseb ob Savskem in ob Sotlskem pasu. Pri tem so nacisti pomagali tedaj v Sloveniji živeči Hitlerju naklonjeni Nemci in tudi Avstrijci. Na naše domove so okupatorji že 22. do 24. novembra 1941 naselili 310 nemških prebivalcev, v glavnem kočevskih Nemcev. Našo faro so izselili v nekaj dneh od 3. novembra 1941 dalje, najprej v Reichenburg, od tam pa so na Trnovo pot odšli v izgnanstvo kar 45.000 Slovencev. Ob vrnitvi so našli izropane, opustošene, pa tudi požgane in porušene domove ter uničena gospodarstva. Začeti je bilo treba na novo in iz nič. Do razpada Jugoslavije nam ni priznal nihče ničesar, vojne škode nismo nikoli dobili povrnjene, mnogi so ostali zaradi tega do danes siromašni. Šele z ustanovitvijo Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 v letu 1991 in po velikem zborovanju 15. novembra tukaj na Bučki, kamor je prišel tudi takratni predsednik parlamenta dr. France Bučar, so se zadeve urejanja pravic slovenskih izgnancev in beguncev ter drugih žrtev vojnega nasilja začele resno obravnavati. Jeseni 1995 je bil sprejet zakon o žrtvah vojnega nasilja. Pridobili smo status in nekatere pravice, naprimer kot odškodnino za nasilje, izgon in psihofizično trpljenje. Materialna škoda pa do danes ni rešena. Na ta račun sem v državnem zboru vsem vladam od leta 1996 dalje postavljal vprašanje o tem, kdaj bo in zakaj še ni rešeno to vprašanje, še posebej v povezavi z odsotnostjo prizadevanj z Nemčijo doseči sporazum, da bi poravnala vsaj del nikoli plačane vojne škode. Pretekla vlada je storila vsaj to, da je medresorska komisija pripravila podlage za sprejem ustreznega zakona, sedanja oblast pa se ubada z najhujšo gospodarsko in finančno krizo, ki to vprašanje potiska v stran. Da bi sprejeli zakon o poplačilu gmotne škode, ki je v grobem pripravljen, bil že v prejšnjem mandatu, bo potrebno še veliko naporov, bi šlo pa lažje, če bi Nemčija kaj plačala. V ponedeljek bom ministru za zunanje zadeve ponovno postavil vprašanje, ali je seznanjen z dosedanjimi poskusi začeti pogajanja z Nemčijo in ali se tudi sedanja vlada s tem ukvarja in če se sploh misli. Vprašanje materialne škode sem skušal spraviti tudi v koalicijski sporazum, vendar me takrat lastna stranka ni podprla, pomagal je gospod Miran Potrč, ostala sva sama in stvar je kot program te vlade propadla. Spoštovani, kakorkoli, vse to smo nekako preživeli in ostali so nam skupni spomini, imamo nekaj, kar nas povezuje izven politike, povezuje nas tisti nesrečni čas, ki smo ga komaj preživeli in ki nas še vedno obremenjuje. Zaradi tega se zbiramo, uživljamo spomine in praznujemo vrnitev in svobodo v upanju, da naših otrok in vnukov ne nazadnje kaj takega ne prizadene nikoli več. Spoštujemo boj našega naroda za svobodo, obsojamo sodelovanje z okupatorjem in želimo brez delitev zreti v lepšo prihodnost. Danes smo se zbrali, da proslavimo 65-letnico zmage nad fašizmom in nacizmom in 65. obletnico vrnitve iz izgnanstva. Živimo v svobodni in samostojni državi. Gradimo demokratične odnose in kot mlada, manj izkušena, nova samostojna država iščemo svoj prostor v Združeni Evropi in širše.
To je proces, ki traja in ki terja čas, znanje, pa tudi odrekanja, ko se razmere poslabšajo. Kljub vsemu smemo upati, da bo tudi te krize enkrat konec, da bomo lahko do kraja in odločno zahtevali pravico do poplačila vojne škode, ki ostaja edino nerešeno vprašanje tistega časa. Šele potem lahko zapremo to mučno poglavje naše preteklosti. Prav je, da gledamo sicer naprej. Brez neskončnih prepirov in delitev, ki ne koristijo nikomor, pač pa na novo odpirajo že zaceljene rane in znova sprožajo bolečine. Delo je v državi podcenjeno, delitev ustvarjenega dobička nepravična in to je jedro današnjih težav v svetu in pri nas. Rešitev je dobro delo, pravična delitev, strpno dogovarjanje in iskanje poti za premagovanje nakopičenih težav, ki jih pogosto ustvarjamo tudi sami. Nasprotujem divjemu kapitalizmu, v katerem nažalost človek samo toliko velja, kar plača. Kaj storiti? Samo skupaj in bolj enotni, kot smo sedaj, lahko uspemo zgraditi razmere, v katerih bo v ospredju človek in njegovo dostojanstvo, pravična delitev in solidarnost, ne pa dobiček in kapital. To je moje temeljno sporočilo vsem prisotnim z željo, da bi praznovali vedno znova zmago nad fašizmom in nacizmom, naše preživetje in vrnitev. Ostanimo povezani in delajmo skupaj do konca. Danes praznujemo na Bučki tudi poseben praznik, o katerem več pove nov poseben spomenik, to je Bučka skozi čas. Danes praznujemo našo svobodo, naš občinski praznik, katerim občanom občine Škocjan iskreno čestitam in vsem prisotnim želim, da bi Bučko zapomnili kot kraj, kamor je lepo priti. Lepa hvala. Spoštovane izgnanke, izgnanci, spoštovana poslanska kolega, spoštovani župan, predsedniki društev, gostje, sorodniki izgnancev, vsem skupaj tudi v mojem imenu prav prisrčen pozdrav. Vesel sem, da sem danes ponovno tukaj med vami, predvsem v tako široki sestavi, kajti v preteklih 3 srečanjih, katerih sem se seveda tudi z veseljem udeležil, takega števila seveda ni bilo. Tako da tudi sam delim mnenje, ki smo ga danes že slišali, da smo se zbrali v enem čudovitem delu Dolenjske, ki mu lahko upravičeno rečemo Pušelc Dolenjske na Bučki. Ker sem tle zelo pogosto vabljen oziroma gost, tudi sam to mnenje delim in se čutim počaščenega, če se tukaj zberemo v tako velikem številu. Kolega Franc Žnidaršič je pred mano omenjal krivice, ki so se dogodile vam, ki ste pred 65 leti doživeli usodo, ki je pustila v vas neizbrisne posledice, katere ne mora v bistvu popraviti nihče. Žal, lahko rečem žal, pa v teh 65 letih ni bilo volje, ni bilo želja in posluha, da bi se pa vsaj deloma skušalo odpraviti tisto, kar bi se seveda lahko, da se vsaj deloma odpravi tiste materialno škodo, materialne posledice, ki so bile storjene na krivičen način. Zato sam, tudi v prejšnjem mandatu sem bil poslanec, tudi takrat smo se res prizadevali, da bi se skušalo to vprašanje urediti, pa se je ta postopek začel. V tem mandatu, zaradi takšne ali drugačne situacije, se to ni nadaljevalo, vendar to ne pomeni, da je potrebno to zadevo pustiti v predalu. To je nekaj, kar je dolg države do vseh vas in glede na to, da sedaj, ko nas je Grčija, celo Evropo, spravila v nek položaj, kjer moramo tudi Slovenci za njih zagotavljati 400 milijonov evrov, se nam zdi to nedopustno, da ne bi vprašanje vseh vas sedaj skušali ravno tako ob tem začeti reševati. Zato, kar je v moji moči, vam lahko tukaj obljubim, da se bom prizadeval in seveda tudi skušal na to opozarjati skupaj z ostalimi poslanskimi kolegi, da je potrebno to vprašanje rešiti, predvsem zato, ker vemo, da vsako leto je manj tistih, ki bodo lahko
te odškodnine seveda tudi uveljavljali in je prav, resnično je prav, da se ta zgodba enkrat za vselej zaključi. Da ne bom bil predolg, vsem skupaj želim, da se danes tukaj prijetno počutimo in da se če ne prej čez eno leto ponovno snidemo v taki ali pa celo tudi še v širši sestavi. Hvala lepa za pozornost. Prav tako je danes med nami iz poslanskih vrst tudi gospod Andrej Magajna. Lepo pozdravljeni na Bučki in vabljeni k besedi. Najlepši pozdrav vsem prisotnim. 65 let je od tega, ko so se družine okrnjene vračale v te kraje. Izgubili so vse svojce, domove, otroška igrišča. Mi tu pa seveda ne smemo izgubiti spomin. Take obeležja nam pomagajo, da ga ohranjamo in ne pozabamo na to, kar se je zgodilo. Tudi mi poslanci ne smemo izgubiti spomina, kar smo obljubljali volivcem in to moramo uresničiti. Kriza bo večna, vedno je neki izgovor, vedno se nekdo prelaga zadevo, prelaga na naslednje volitve, na naslednji čas. Mislim, da tu danes smo in tu moramo uresničiti. Prejšnja vlada je pripravila zakonske osnove, mi moramo to nadaljevati in to tudi obljubljam, da bomo skupaj s kolegom Grilom, s kolegom Židršičem in še marsikom, ki dobro hočemo, da se bo te zadeva tudi uresničila. Žal se, ko popravljamo krivice, ugotavljamo, dogajajo nove. Nekaterim so bile hitro povrnjene. Poglejte, lastnina 6 časov, feudalnih časov, se je že vrnila, nekaterim celo v naravi. Drugi, ki so bili prizadeti in so se z orožjem borili, čakajo na tisto skromno odškodnino, da bodo povrnili in končno dosegli tisto. Vendar se bojim, da marsikdo umrl, preden bo deležen odškodnine, ki je končno tudi simbolična in ne more predstavljati vsega tistega, za kar so ljudje bili prikrajšani. In na simbolični ravni, torej tudi danes pozdravljamo vse te zadeve, vse te, ki so preminuli in se jih spomnimo in naredimo korak naprej, da povrnemo krivice, ki so bile storjene vsem tem izgnancem. Hvala. Dober dan, lepo pozdravljeni na Bučki. Prihajate iz sosednje občine Sevnica danes in zaključujete tukaj na Bučki in res sem vesel, da ste se v takem številu zbrali. 65 let vrnitve iz izgnanstva, konca vojne, lepa obletnica, verjetno neprijetni spomini o poravnavi krivic in o stanju, v kakšnem ste izgnanci, so govorili drugi. Nekaj bi pa rekel o tem, o krivici, ki je bila drugačna, moralna, osebna krivica, tudi tista krivica, ko dolgo časa vaše trpljenje ni bilo priznano med ljudmi v tej družbi. Do tega priznanja ste prišli in še marsikatero tako priznanje je v tem svetu, v tej družbi potrebno, da bodo žrtve vojne, naj bo taka ali drugačna, enakomerno priznana, da je žrtev iste vojne in da niso bile žrtve zgolj samo eni. To dobro prenašate na mladi rod, da mladi rod seznanjate, kako take krivice nastajajo. O Srebrenici, ki je manj kot 20 let nazaj, govorimo še danes, in nedaleč od nas se je dogajala. Še so take nevarnosti in prav je, da to prenašamo otrokom, da se na tak način družba ne mora razvijati. Tudi zato so taka srečanja izredno pomembna. Tudi ta vidik je pomemben. Prijeten dan vam želim, prijetno druženje, lepo vreme, vidimo, da je, to je najpomembnejše, da se srečate in srečni vrnete domov. Srečno! Cenjene znanke in znanci, cenjeni gostje, slavnostni govornik, poslanci, domači župan, kolegi župani, skratka, nastopajoči, želim pozdraviti vse in vsakega posebej tukaj na Bučki, tudi v imenu občine Kozje.
Tudi občina Kozje je zaznamovana žal za izgnanstvo. Tudi v občini poznamo, kako je bilo takrat, ko so morale družine zapustiti svoj dom. In jaz vedno v govorih rad povem, da pravzaprav tega ne more razumeti nihče drug kot tisti, ki je to doživel. In nekateri ste še živi, zato mislim, da edino tisti veste in občutite, kako je bilo takrat, ko ste morali na hitro zapustiti svoje domove, vzeti najnujnejše, če je sploh bilo mogoče, in seveda niste vedeli, ali se boste še sploh kdaj lahko vrnili na domač dom. Ko ste pogledali nazaj na svojo vas, na svojo cerkev, na svoj hlev, na svojo živino, je prav gotovo bilo zelo težko. Z nami so tudi sosedje Bistrica ob Sotli, občina Bistrica ob Sotli, ki je enako doživela ta problem, zato pozdravljam tudi njih. Saj smo pri tem zelo enotni. Celo imamo organizacijo izgnancev, ki je povezana z Bučami in pa z Poljem, zato pravzaprav pri teh zadevah delujemo zelo enotno. Jaz mislim seveda, da tistim, ki so to storili, ne moremo nikoli oprostiti. In ne smemo nikoli pozabiti. Seveda lahko oprostimo sedaj mlajšim rodovom. Živimo skupaj v enotni Evropi in seveda vzgajamo prijateljstvo in dober odnos do vseh. Kljub temu pa ne smemo in ne moremo pozabiti, kaj se je zgodilo in da se še mogoče kdaj seveda se žal lahko to ponovi. Zato mi dovolite, spoštovane znanke in znanci, da vsem tistim živečim, ki ste danes tu prisotni, sorodnikom povem, da pravzaprav ste Slovenci tam v tujini, kjer ste bili znani, dokazali, da imamo Slovenci svojo pesem, da imamo svojo kulturo, da smo delovni narod in ponosen narod. Niste se dali ukloniti in ste se vrnili nazaj z dvignjeno glavo. Žal seveda mnogim to ni bilo omogočeno. Zato se moramo danes spomniti tudi tistih, ki so žal ostali tam, v tujem kraju in se niso mogli nikoli več vrniti nazaj, da bi videli svoj kraj. Čeprav ste prišli domov, veliki večini v porušene domove, izropane domove, saj so tam bili med tem časom Nemci, svoje so pa naredili žal tudi na našem območju Ustaši, saj so požgali zelo veliko objektov. Kljub temu ste znali in zmogli poprijeti za delo, tako kot znamo samo Slovenci. Zato iskrene čestitke vsem tistim, ki ste to zmogli in ste nam lahko tudi v bodoče za vzgled. Na nami pa je, da ne pozabimo, da odpuščamo, saj je konec koncev človeško tudi odpuščati. Na nami pa je, da imamo še naprej radi svoje kraje, svoje občine in svojo domovino. Le v tem pravzaprav vidim smisel in bodočnost našega življenja. Prav je, da tam, kjer je prijateljstva veliko, kjer je dobre volje veliko, kjer je delovnosti veliko in ponosa veliko, tam je problemov malo. Hvala. Hvala lepa. Če je še med vami kdo, ki ga nisem mogoče omenil, sedaj pa prosim, dragi gostje, pohodniki, obiskovalci, ki bi radi delili besedo z vsemi nami. Mikrofon je tukaj odprt. Izvolite. Spoštovani, v imenu Društva izgnancev Slovenije, v imenu predsednice društva Ivice Žnidaršič in v svojem imenu vas najlepše pozdravljam. Izvršni odbor je sprejel za letošnje leto, ko proslavljamo 65-letnico vrnitve, da ne bi imeli ene skupne proslave, ampak da bi po območjih imeli take proslave, kot je danes tukaj tudi na Bučki. Na Bučki je proslava za krajevne organizacije izgnancev Zasavja, Posavja, Dolenjske in Bele krajine. Po vseh drugih območjih so pri organizaciji teh proslav širše pomagali krajevne organizacije. Tu na Bučki pa je krajevna organizacija izgnancev sama s pomočjo krajevne skupnosti in društev, ki so tukaj pripravili današnjo to proslavo. Zaradi tega Društvo izgnancev Slovenije
podeljuje zahvalno listino krajevni organizaciji DIS Bučka za pripravo prireditve ob dnevu izgnancev 65. obletnici zmage nad fašizmom in nacizmom ter 65. obletnici vrnitve izgnanstva. Prosim predsednika krajevnega sveta. Krajevne skupnosti? Ne, krajevne organizacije. Ja, krajevne organizacije Bučka, ja. Sem se spotil, zamešal sem, ja, čestitam. Krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije Bučka in pa krajevni skupnosti Bučka za pomoč pri organizaciji podeljuje to zahvalno listino. Čestitam. Hvala lepa za pohvalo in pa srečno naprej. Obenem bi se krajevni organizaciji Društva izgnancev Slovenije Bučka pohvalil še za posebno delo pri izdaji knjige Bučka skozi čas. Poleg ostalega dela smo imeli še s tem dovolj dela. Vsem, ki so sodelovali pri organiziranju te proslave, pa se Društvo izgnancev Slovenije iskreno zahvaljuje. Srečno! Prav lepo se zahvaljujem za to priznanje, ampak to priznanje je zaslužna cela Bučka, ne samo naše društvo. Hvala. Hvala lepa. Na Bučki že 10 let v okviru kulturnega društva Bučka deluje vokalna dekliška skupina Mesečina. Dekleta druži veselje do petja, pa tudi pristno prijateljstvo, ki se je razvilo z leti. Pred dnevi so za 10 let uspešnega dela prijela priznanje občine Škocja. Pozdravimo jih na odru, vokalna skupina Mesečina. Tam najde vsak vse, kar želi, tam skrije med svetlice, te Julija bar. Če si zaljubljen, če si mlad, ali čez leto in čez dan, prišel boš tja z nevesto na magistrat. Levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine po mladosti Šuštarski most. Šuštarski most, Šuštarski most. Levo
Domovina je bila najdražja svetinja, ki so jo zgnani in pregnali nosili v srcu. Bila je največje hrepenenje, bila je pojem svobode. Slovenska pesem je bila mnogim izgnancem edina tiha in nevidna vez z domačo zemljo. Čeprav zapeta šepetaje ali zgolj v mislih, je vlivala upanje na dan, ko bo svoboda končno zasijala v vsej svoji veličini. Nemalokrat so se stihi skovali kar sami od sebe. Mnoge tako nastale pesmi so tudi zapisane. Nekaj jih bomo slišali tudi danes, in sicer pesem z naslovom Izgnanci Anice Žabkar iz Rake, Posavsko Avgusta Fabjančiča ter Hrepenenje po domu, katero je napisala Justi Gnedič Kozinc. Stihe bodo interpretirale Uršula Marjetič, Katja Rupar in Lidija Hočevar. Anica Žabkar, Izgnanci. Notranjost duše me preganja, da so v nas izgnancih kaj oznanja. Bridkosti, žalosti in trpljenja za nas izgnance krutega življenja. Ko v nemško taborišče smo prispeli, nobenih pravic nismo imeli. Ali želja naša bila močnejša je, kot pa hudobna roka Hitlerja. Zato izgnanci nazaj smo se vrnili, da bi živeli v svoji domovini. In zdaj izgnanci skup se zberimo, nazaj v preteklost se ozrimo. Spomin na drage starše, brate, sestre nazaj hiti, ko onih več med nami ni. V tujini ali doma počivajo in upamo, da nebeški raj zdaj uživajo. Hrepenenje po domu. Ko trudna v noči ne zaspim, so misli moje v domovini. Brez solz se jokam in drhtim, srce se trga v bolečini. V duhu vidim domačijo, gozdove, polja, vinograd, pa misli moje spet zbežijo v resničnost, ki jo polni grad. Spet in spet sem tam doma in čutim dom, kako propada, kako nas kliče zemlja vsa, ki sedaj je last sovraga. Pa vprašam travnike, cvetice, kdo vas je kosil? Kdo je s pesmijo na ustih dišečo travico sušil? Kdo naše njive je oral in zlato klas je kdo požel? Kdo vinograd je kopal in zadovoljen zraven pel? Rodni dom z menoj žaluje, se cvetje samo posuši, žito se samo usuje, trta grozdja ne rodi. Ni petja več tam za vasjo, saj tujeci ga ne želi, le prazni sodi mu pojo, oznanjajo mu sodne dni. Posavska. Tja daleč, kjer so sončne planine, tja daleč, kjer savska ravan, me vleče srce tja v daline, ko vzbujam o sreči spomine. Šumljanje tam savskih valov, njih pesem vsa zazibajoča, dolina in gora pojoča, me vabi, me kliče domov. Kjer rojstni moj domek stoji, zapuščen, zdaj tiho sameva, a srce se zanj mi ogreva, ko v silni bolesti trpi. Po sreči, lepoti življenja, srce hrepeni in drhti, zasijaj nam sonce svobode, preženi oblake nam ti. Ne bomo nikdar pozabili posavskih ravnin in planin, da bi že enkrat v njih krili zaživel slovenski trpin. Po teh čudovitih verzih, ki sežejo do srca slehenemu poslušalcu, pa bomo spet prisluhnili glasbi. Predstavili se bodo harmonikarji družine Jelenič Štrita, ki med drugim uspešno nastopajo tudi na različnih tekmovanjih harmonikarjev in razveseljujejo svojo prisrčnostjo in razigranostjo. Tudi oni delujejo pod okriljem kulturnega društva Bučka. Harmonikarji družine Jelenič. Za praznik mama, zdaj pa je
močno. Všačivočka prodala bom, za sladkovince dala bom. Ne grem domov, sem željna premočno. Spoštovani udeleženci, kot je rečeno, bom zelo kratka. Nobenega govora, ampak iskrena čestitka od srca. V vašem imenu, številni dragi izgnanci, si zahvalo in čestitko ob svojem izredno visokem jubileju zasluži nekdo, ki je med nami, ker ne ve, da bo čestitka namenjena njemu, upam, da posluša. To je gospa Zdenka Kalan. Zdenka Kaplan, jo vsi dobro poznate, je te dni slavila zelo visoki jubilej. A vidite, kako maha? Ampak eni smo zelo kulturni in želimo v tej svoji iskrenosti izreči ji iskrene čestitke. In naj bi ta visoki jubilej med nami, ker jo bomo izgnanci in begunci še dolgo potrebovali, resnično še mnogo zdravih let doživela, ne le na Bučki, kjer je krajan, kjer se danes odvija ta lepa slovesnost, ampak v naši preljubi domovini Sloveniji. Torej, v imenu vseh vas, upam, da delite moje mnenje, se ji želim s skromnim šopkom, s srebrnimi nitkami in z rdečo, bom rekla, vrtnico, ki pomeni srce, srebrne nitke v drugih rožah pa pomenijo sive lase, modrost. Draga Zdenka, bodi še tako naprej, delavna, vneta, čeprav si včasih vihrava, ampak to ne moti, če iskreno in pošteno skrbiš za vse nas, za svoje udeležence, svoje otroke. Mnogo srečnih, zdravih let ob tem visokem jubileju, a pa ne se šopek, prosim te, ki je... Nisem bil pozorno, prostite. Takole, evo, to so srebrne nitke, kje mislite? Alo, evo, en skromen šopek, ker drugi lepši bi ovenel, ti podarjam v svojem Hvala vam vsem in resnično z aplavzom ji zaželimo še mnogo srečnih, zdravih let, kajti lete bo potrebovala. Hvala lepa. Zdaj pa še eno lepo pesem, njena čast na ta visoki jubilej. Verjemite mi, da je zelo lep in visok, ampak ona ga ne kaže.
Snemamo tleje. Takole, v imenu organizatorja, vse skupaj tudi z naše strani iskrene čestitke v visokem jubileju in mislim, da še en aplavz si zasluži gospa. Hvala lepa. Današnja slovesnost se bliža koncu, vendar nismo še rekli zadnje besede. Ponosno in s hvaležnostjo naznanjamo izid knjige o Bučki. Kajti nestrpno smo jo že pričakovali. Knjiga je neprecenljivo bogatstvo, še posebej, če se njena vsebina nanaša na domači kraj in njegovo zgodovino. Leta 1995 je prvič izšla knjiga Bučka na Dolenjskem skozi čas, v kateri avtorica Ivica Žnidaršič spregovori o izgonu krajanov od leta 1941 do 1945. V njej so bili zbrani zapisi o naših ljudeh in vsem, kar so doživeli in občutili v času izgnanstva. Še več, avtorica je zbrala tudi veliko gradiva o Bučki in okoliških vaseh. Orisala je geografske značilnosti tega območja, njegovo zgodovinsko in kulturno preteklost ter napredek in razvoj po vrnitvi krajanov iz izgnanstva. Po 15 letih je knjiga doživela ponatis in pa tudi razširitev ter dopolnitev vsebine, saj se je na Bučki od leta 1995 dalje marsikaj spremenilo.
Za predstavitev ponatisa in razširjene vsebine knjige Bučka skozi čas avtorice Ivice Žnidaršič vabim k mikrofonu podpredsednika Društva izgnancev Slovenije Janeza Komljanca. Moraš blok dati. Zagovaj. A ja, kjer ste delali? In tako, ne? Čakajte, zdaj bom. Hvala lepa, ja. Ja, lepo ne vem, če me boste še kaj veliko poslušali, glede na to, da je vročina in da čas teče. Jaz sem najprej mislil, da bi vam kar celo knjigo prečital, tam nekje do večera bi mogoče prišli skozi. Ker je zelo težko na kratko v knjigi povedati vse, ampak tudi veliko je bilo že povedanega. Torej, meni je bilo tudi zaupano, da sem napisal besedo o avtorici in če boste to prečitali, boste videli, da je Ivica Žnidaršič celo svoje življenje posvetila dobrodelnemu organizacijam, največ Rdečemu križu Slovenije pa Jugoslavije in zadnje čase seveda največ prav naši društveni organizaciji, Društvo izgnancev Slovenije. Je neuničljiva pri tem svojem delu in po nesreči zdaj tudi to knjigo dokončala pravzaprav na postelji in je tik pred tiskom se je zdaj čisto vroča prišla iz tiskarne pred vas. Bom zelo kratek, če me boste poslušali, torej ta knjiga ponatis ali druga izdaja ima več kot 100 strani, več vsebine kot je imela prva leta 1995 in seveda zajema pravzaprav vsa tista poglavja o samem izgonu iz Bučke, pa spomini nekaterih krajanov, pa odlomke iz zanimivih pisem njene mame, Angele Žnidaršič, pa spisek vseh krajev izgnanstva, pa tudi vračanje iz izgnanstva, obnovo po izgnanstvu te vasi. Predvsem pa seveda so povsem nova poglavja pa pobude za prizadevanje za uveljavljanje pravic izgnancev. Potem so to upisana vsa srečanja na Bučki. To današnje je že kar 6. veliko zborovanje, vse od leta 92, pa leta 95, pa leta 98, pa potem leta 2005 in to današnjo. Pomeni, da se družimo na Bučki vsi tisti, ki smo doživeli to kalvarijo, pa seveda njihovi svojci, vsi prijatelji, tako nas izgnancev, kakor tudi Bučke. Na koncu so še spominska obeležja in tako nekako, da lahko vidimo tudi skozi to knjigo, kako se je Bučka razvijala ves ta čas po vojni. Se pravi, da danes lahko o tem našem kraju in o okoliških, to se pravi v vse tiste delo, ker Bučka pravzaprav tudi pokriva, tudi tvoje zaselke, lahko vidimo del te zgodovine, ki je. Naj še posebej poudarim, da je to knjigo založila krajevna organizacija Društva izgnancev Slovenije Bučka in pa občina Škocjan. In zato vas še posebej prosim, če pomagate krajevni organizaciji s tem, da knjigo kupite za 7 €, kar pomeni samo stroške tiska. Nobenih honorarjev avtorski ni v tej ceni, vsi, ki so se trudili za to knjigo, so delali zastonj, seveda predvsem Ivica Žnidaršič, ki je pravzaprav 99,9% vsega tega dela prevzela na svoje rame in je tudi v postelji pravzaprav dokončala. Bučka skozi čas ne pomeni samo našo vas. Pomeni pravzaprav tisti del, ki se nanaša na izgon, lahko po vsebini poenotite katerokoli vas, ki je bila izgnana. Vsebina se dotika vseh nas. Samo da so drugi priimki, drugi kraji, druga imena, tragedija pa je ista. In lahko bi se ponovila kjerkoli v tem delu Zasavja, ki v teh 87 000 ljudi, ki so dočakali izgon. V tej knjigi je še posebno zanimivo za krajane Bučke, da so prvič objavljene tudi imena tistih, ki so pobegnili pred izgonom.
Tako da še enkrat pozivam, da skušate na tak način s temi 7 evri pomagati, predvsem krajevni organizaciji Bučka, da ne bi prišla v kakšne hude finančne stiske, pa recimo še v bankrot, če malo po domače povemo. Torej, še enkrat lepo se imejte, moram pa tudi reči, da vas tudi meni je naročila, da vas lepo pozdravlja naša predsednica Ivica Žnidaršič in vam želi prijeten dan, dobro počutje in predvsem pa veliko zdravja. Med potjo so me spraševali, če bom zdržal do Bučke. Sem rekel, upam, da bom, če pa ne, se bom pa vrnil nazaj v Šentjanž. Pa ni bilo treba. Saj vedite, da sem tukaj. Ne vam predstavim Šentjanž, pokojni dr. Janez Evangelist Krek ga je takole opisal. Bil mi je zelo blizu. Tam je župnikoval njegov prijatelj Ludvik Bajc. Poleg tega mu je bil ta del Dolenjske zelo všeč. Nedolgo pred smrtjo je rekel Ludviku Bajcu, Šentjanžka fara, tako si lepa, da bi te utrgal in kot puščico utrgal dal za klobuk. Celo na dan smrti je govoril, vse tukaj poje, Griči pojo, Bolje pojo in ti dobri Dolenjci samo pojo. Kakor v mladih letih tako bi pesmice zlagal tej naši lepi zemlji. V tem Šentjanžu se je ustavil, da bi se malo odpočil, potem šel spet naprej, vendar je bil Božji načrt drugačen.